večer, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici v zadnjem sklopu predavanj Naj slovenščina odmeva, ki jih pripravlja Odsek za slovenski jezik Slovenske matice. Profesor dr. Vesna Mikolič, ki ta odsek vodi, se danes zaradi bolezni opravičila in vse prav toplo pozdravlja. Seveda pa dobrodošlico v imenu Slovenske matice z veseljem izrekam vsem, ki premišljujete, razpravljate in predvsem govorite vsak dan knjižni, izbrani slovenski jezik. To je nenazadnje poslanstvo Slovenske matice od njene ustanovitve dalje pred 160 leti, ko je v svoja ustanovna pravila zapisala, da je poleg skrbi za slovensko omiko in slovensko knjigo ena od njenih največjih skrbi tudi skrb za slovenski jezik. Po sklopu predavanj, ki so se posvečala zelo različnim vidikom jezika, bodisi družbenim temam ali pa seveda tudi temam, ki presegajo matični prostor in segajo v enotni slovenski kulturni prostor, torej govorici na Koroškem in podobno v pomladanskih mesecih, se zdaj za zaključek posvečamo vprašanjem leksikografske rabe slovenskega jezika in seveda danes prav toplo pozdravljam za začetek doktorico Dušo Divjak-Race, ki bo govorila o zvrstnosti prostorski, družbeni ter področni zaznamovanosti ESSKJ. Izvolite, beseda je vaša. Hvala vam za besedo, pozdravljeni, dober večer. Hvala vam tudi za vabilo. Kot sporoča naslov, bo današnje predavanje posvetila vprašanju jezikovne zvrstnosti slovenskega jezika v okviru slovarskega opisa v tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika ter vprašanju zaznamovanosti, stilnosti jezikovnih prvin v knjižni rabi, kot nam jo razkrivajo kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila, ki označujejo tiste jezikovne prvine, ki so družbeno, prostorsko in področno zaznamovane. Z njimi želimo uporabnika opremiti s podatki, v katerih okoliščinah, kontekstih se določene jezikovne prvine tipično uporabljajo, posredno pa tudi gojiti zavest, da imajo tudi označene jezikovne prvine mesto v knjižnem jeziku in sicer kot sredstvo stilizacije, ki lahko ob premišljeni rabi bistveno podprejo samo sporočilo. Najprej bom na kratko predstavila tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika s kratico ESSKJ in prenovljeno tipologijo slovarskih oznak in pojasnil, nato pa se osredotočila na zvrstnost v slovarju in sicer na vprašanje, ali je delitev na knjižni jezik, pogovorni jezik in narečje ustrezna podlaga za nabor kvalifikatorjev v slovarju in zakaj je opredelitev same zvrsti za slovar pomembna. Od kvalifikatorjev, ki predstavljajo novo tipologijo, bom predstavila 3 kategorije kvalifikatorjev in sicer že omenjene družbene, ki predstavljajo določene novosti, ter še prostorske in področne, ki dopolnjujejo ta drugačen pogled na knjižno zvrst. Kvalifikatorje bom tudi predstavila primerjalno z oznakami v prvi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovarju slovenskega pravopisa. Začnimo s ESSKJ. ESSKJ je spletni rastoči slovar, ki je od leta 2016 nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar se letno nadgrajuje na inštitutskem portalu Fran in opisuje jezikovno stanje in pojmovni svet sodobnega slovenskega knjižnega jezika, kot jo izkazuje jezikovna raba, predvsem potrjena v pisnih virih, zlasti korpusnih. Kot splošni razlagalni slovar je namenjen širokemu krogu slovarskih uporabnikov
in prikazuje podatke o pomenih besed, besednih zvez, frazemov, o pregibanju, izgovoru, prinaša sinonime, tipične kolokacije in skladenjske vzorce, pa tudi besedotvorje in podatke o etimologiji besede. Če vas zanima zgoščena predstavitev vsebine slovarja, si lahko o njem preberete na portalu Fran v uvodnem besedilu Kako brati slovar. Podrobneje o slovarju pa sicer o konceptu novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je izšel leta 2015. Z manjšim časovnim zamikom izhajajo tudi e-knjige prirastkov, ki omogočajo vpogled v samo rast slovarja ter spremljanje sprememb in novosti. Od septembra 2021 je na šolskem portalu Franček dostopna tudi njegova prilagojena različica, namenjena šolarjem, osnovnošolcem in dijakom. Na ravni slovarskih oznak je ESSG za šolsko rabo prilagojen tako, da lahko uporabnik že v slovarskem sestavku čez miško podrsa po oblačku s kvalifikatorjem, v tem primeru je kvalifikator ekspresivno, v zaslonskem namigu dobi kratko pojasnilo posameznega kvalifikatorja, hkrati pa mu je ponujena tudi povezava do natančnejšega opisa jezikovnih zvrsti in njihove rabe. Nova tipologija za slovarsko označevanje v ESSG je prenovljena glede na nabor oznak, ki so bile predstavljene v konceptu iz leta 2015 in so se uporabljali v prirastkih od začetka od 2016 do lanskega leta. Osnovni izhodišči za nabor kvalifikatorjev prenovljene tipologije sta bila sistema kvalificiranja za prvo izdajo slovarja slovenskega knjižnega jezika, v drugi izdaji se kvalificiranje konceptualno namreč ni spremenilo in nabor oznak v slovenskem pravopisu. Pregledali smo torej vse odzive in kritike, ki so se dotikali kvalificiranja in vrednotenja leksikalnih enot v teh treh slovarjih in tudi slovarju novejšega besedja in zaznali nekaj težav, ki jih imajo uporabniki s kvalifikatorji. Za teoretično podlago smo poleg jezikovno-sistemskih obravnav variantnosti, torej teorije jezikovne zvrsti, kot izhodiščno gradivo upoštevali tudi sociolingvistične in pragmatične pristope k opisu jezikovne raznolikosti, ki ponujajo tudi drugačne klasifikacije variantnosti in opisujejo bodisi sociolekte, te se določa na podlagi identifikacije z določeno družbeno skupino, stile oziroma registre, ki se ločijo glede na situacijske značilnosti, in diskurze, ki se ločijo glede na več meril, bodisi glede na prenosnik, področje rabe in podobno. Tipologija je nastala ob redakcijskem delu za slovar in na podlagi gradiva, ki je bilo do leta 2022 v ESSG že objavljeno, to je bilo 2402 enobesedni iztočnici, zato je bilo treba tipologijo zastaviti tako, da bo dopuščala tudi prihodnje spremembe in dopolnitve, če bi na novo ustvarjena leksika izkazala potrebo po tem. Danes bom predstavila le del tipologije. Če vas pa zanima v celoti, si jo lahko preberete v dveh prispevkih, in sicer tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je izšel v statistični reviji, in prispevku teoretična izhodišča za kvalificiranje v ESSG, ki je šel iz zborniku statističnega kongresa lansko leto v Mariboru. Tipologija je bila torej implementirana z lanskim letom, ko so bile z vidika slovarskih oznak ponovno pregledana vsa do sedaj objavljena gesla in po potrebi na novo označena. Najaktualnejše stanje je danes razvidno na portalu Fran, prejšnja različica pa v že omenjenih e-knjigah prirastkov ESSG. Ko jezik uporabljamo, torej ko se sporazumevamo, to počnemo v najrazličnejših situacijah z različnimi ljudmi, ki nastopajo bolj ali manj uradnih, formalnih vlogah
in na različnih področjih javnega in zasebnega življenja. Pri tem svoj jezik nenehno prilagajamo prav vsem okoliščinam, ki ga hkrati usklajujemo z našim sporazumevalnim namenom, vse to pa poteka na podlagi naših predstav in prepričanj o tem, katera je različica jezika, torej katera jezikovna zvrst oziroma katera jezikovna prvina je za konkretno situacijo najbolj ustrezna. Razumevanje variantnosti oziroma zvrstnosti jezika se v današnjem času spreminja. Opozarja pa se predvsem na potrebo po intenzivnem raziskovanju in opisovanju dejanske rabe, pa tudi po opisu posameznih zvrsti in različic jezika glede na merila, ki so za posamezno zvrst najbolj relevantna. S tem se odmika od primarnega vrednotenja slovenskega jezika kot celote, zgolj z vidika knjižnosti, in vzpostavlja razumevanje, da so knjižni jezik, pogovorni jezik in narečje samosvoji ločeni sistemi, ki delujejo vsak po svojih lastnih pravilih, ta pa se od sistema do sistema lahko bistveno razlikujejo. Posodobljen opis zvrsti s takim izhodiščem smo za šolsko rabo predstavili deloma na portalu Franček, na strani Kejeka v Stolnici, ker so na voljo tudi različici za učence in učitelje. To je hkrati tudi tisti opis, do katerega lahko uporabniki dostopajo iz slovarskega sestavka preko zaslonskega namiga, kot je bilo prej prikazano. Jezikovne zvrsti predstavljajo teoretično sistematizacijo jezikovne rabe. Opisovanje zvrsti tako pomeni popis jezikovnih lastnosti in sporazumevalnih strategij, kot se kaže v besedilih, ki so za določeno zvrst reprezentativna. Pri tem se določa zlasti jedrne prvine določene zvrsti, ki se sicer lahko pojavljajo tudi v drugih zvrsteh, vendar so za opisovano bolj običajne, tipične. S takim opisom se določi domet zvrsti oziroma razpon zvrsti, kar pa je za slovar pomembno, saj se s tem določi predmet slovarskega opisa, na podlagi tega pa naredi izbor gradiva, ki se bo pri tem upoštevalo, in določa nevtralno orientacijsko izhodišče za kvalificiranje. ESSKJ, kot sam naslov pove, prinaša opis rabe knjižnega jezika. Poleg leksikalnih enot, ki predstavlja torej to nevtralno jedro knjižne rabe, so v slovar vključene tudi enote, ki so omejene bodisi s sporazumevalnim položajem, bodisi s tem, da delujejo stilno, torej sprožajo določene predvidljive učinke, delujejo kot stileni. Za označevanje socialno ali družbeno zaznamovanih leksikalnih enot v knjižni rabi so predhodni slovarji vsebovali tudi oznake, kot so narečno, pogovorno, slingovsko, žargonsko in tako dalje. Ti uporabnikom sporočajo, da določeni leksemi v knjižno rabo prehajajo iz drugih zvrsti, iz narečja, iz pogovornega jezika. Taka informacija pa ne podaja jasne usmeritve, kaj sedaj lahko s to enoto v knjižni rabi počnemo in v katerih sporazumevalnih situacijah, besedilih jo lahko v knjižni rabi vseeno uporabljamo. Če si pogledamo na primer kvalifikator pogovorno v SSKJ in slovenskem pravopisu, vidimo, da je vzrokov za označitev določene besede z njim lahko več. In sicer, lahko je beseda pretežno govorjena, lahko je prostorsko omejena, lahko se pojavlja pretežno v neformalnih okoliščinah ali pa preprosto ni v skladu s knjižno jezikovno normo. Kvalifikator pogovorno torej pokriva več meril zaznamovanosti, ki pa jih je v tipologiji kvalificiranja smiselno razčleniti v ločene skupine kvalifikatorjev, pri katerem eno skupino kvalifikatorjev določa eno merilo. S tem lahko damo uporabniku natančnejši odgovor, zakaj je leksem označen in kdaj, kje, v katerih položajih, na katerih področjih, v katerih besedilih se označene enote uporabljajo in kakšen subjektivni odnos odražajo.
V ESSKJ so ustvarjene leksikalne enote, ki so glede na korpusno gradivo dovolj pogoste in se konsistentno rabijo v knjižnih besedilih. Podatki o rabi, ki so ustvarjali, torej prikazani s kvalifikatorji, izhajajo iz analize gradiva in sledijo tudi vnaprej določenim smernicam in merilom, ki so bile usklajene v širši strokovni skupini. Knjižni jezik je za ESSKJ opredeljen kot razmeroma enoten za celoten slovenski jezikovni prostor, bolj ali manj dogovorjen, usklajen in opisan sistem, ki se v rabi uresničuje z nekaterimi zemljepisnimi in individualnimi jezikovnimi značilnostmi njegovih uporabnikov. Njegova tipična raba je vezana na sporazumevalne položaje, v katerih je govorec v formalni družbeni vlogi oziroma na položaje, ko namen in druge okoliščine sporazumevanja zahtevajo večjo enotnost v izražanju, ta predvidoma poveča tudi razumljivost, ter tudi večjo skrb za samo vsebino in obliko besedila. Pri vprašanju, katera merila za zaznamovanost leksemov upoštevati pri slovarskem kvalificiranju, smo se oprli na že obstoječe kategorizacije tipov zaznamovanosti, od katerih je, vsaj po mojem vedenju, najbolj podrobna Hausmannova, ki je bila predstavljena že leta 1989. V ESSKJ so kvalifikatorji in v ESSKJ so s kvalifikatorji in pojasnili poleg slovničnih podatkov posredovani tudi podatki o 8 tipih zaznamovanosti, in sicer glede na družbenost, čas, prostor, področje, ekspresivnost, besedno vrsto, pogostnost ter knjižno normo. Družbenost je izražena s družbenostnima kvalifikatorjema, manj formalno in neformalno, časovna zaznamovanost časovnim kvalifikatorjem sterijsko in tudi časovnimi kvalifikatorskimi pojasnili, kot je naprimer nekdaj, od leta do leta in podobno. Prostor je torej označen s prostorskimi kvalifikatorji, specializirana področja označujejo terminološki kvalifikatorji. Ekspresivnost, ki zajema torej subjektivno vrednotenje, konotacijo, je označena z ekspresivnimi kvalifikatorji, ki so ekspresivno slabšalno, privzdignjeno, eufemistično, ironično, ljubovalno, šaljivo in vulgarno. Besedilna vrsta je opredeljena s pojasnili, naprimer zlasti v pravljicah, zlasti v literarnih besedilih. Pogostnost je označena s frekvenčnim pojasnilom redko in sicer se uporablja le pri navedbi izgovora in oblik. Na knjižno normo, o kateri bomo več slišali v nadaljevanju, se s kvalifikatorji opozarja le pri dvojnicah. Ti so in, ki torej uvaja normativno enakovredno dvojnico, tudi, ki uvaja manj ustrezno dvojnico, in glej, ki uvaja ustreznejšo dvojnico. Odsotnost normativnih kvalifikatorjev na drugih ravneh, kot jih naprimer vsebujeta SSKJ in SP v obliki nepravilno, prepovedano, odsvetovano in neustaljeno, omogoča v ESSKJ normativni zaviher, v katerem uporabnik pri leksemih, ki izkazuje določeno normativno zadrego, dobi kratko razlago problematike. Ostanejo torej neoznačene jezikovne prvine, ki so v okviru knjižne zvrsti nezaznamovano uporabljajo v vseh, tudi bolj formalnih sporazumevalnih položajih in lahko tudi v vseh besedilnih vrstah. Najvidnejša sprememba pri kvalifikatorjih je torej ta, da v ESSKJ ti ne prinašajo informacije, iz katere jezikovne zvrsti neka enota v knjižni jezik prihaja. Največkrat je z tega vidika aktualna tako imenovana družbenostna zaznamovanost. Pojem družbenost zajema vse specifike jezikovne rabe, ki so pogojene s širšim družbenim dogovorom, konsenzom,
znotraj jezikovne skupnosti, ki določa tipične pričakovane jezikovne prakse in rabe oziroma pričakovano jezikovno vedenje. Kategorija družbenosti tako v resnici zajema dve vrsti zaznamovanosti, in sicer diafazično, ki pomeni vezanost enote na jezikovne prvine v določenem sporazumevalnem položaju, torej od formalnih do neformalnih, in diastratično zaznamovanost, ki pomeni vezanost enote na rabo znotraj neke družbene skupine, na primer starostne, interesne. Za diastratično zaznamovane enote imata slovarstvenega knjižnega jezika in slovenski pravopis kvalifikatorje žargonsko, slengovsko, latovsko, mestne govorice in izobražensko. Diafazični vidik pa je prisoten v opisih socialno-zvrstnih kvalifikatorjev, na primer v uvodu v pravopisni slovar je pri kvalifikatorju knjižno-pogovorno navedeno, da se uporablja v bolj sproščenih govornih položajih. Kvalifikatorjev za diastratično zaznamovanost ESSK nima, zlasti zaradi pomisleka, ali se tovrstna leksika, torej slengovska, žargonska, v slovar sploh uvrsti, če pa se uvrsti, ali ne gre že za bolj razširjeno rabo, ki ni več vezana na izvorno družbeno skupino in je zaradi tega bolj kot skupino pogojena z okoliščinami rabe, zlasti neformalnim sporazumevalnim položajem. Po drugi strani, tudi v korpusih zaenkrat nimamo zanesljivih gradivskih indicev oziroma premalo gradiv, na podlagi katerih bi lahko vezanost leksema na določeno družbeno skupino potrjevali. Družbeno zaznamovanost v ESSKJ predstavljata kvalifikatorja manj formalno in neformalno, ki označujeta odstopanje od sporazumevalne norme, predvidene za bolj formalne, navadno javne sporazumevalne položaje. Za formalne položaje je značilna višja stopnja uradnosti, uniformiranosti, vzpostavljene medosebne distance, pogosto pa taki sporazumevalni položaji veljevajo tudi vljudnost in korektnost izražanja. Jezikovno sporočilo v formalnih položajih, ki je pogosto tudi pisno, bolj predvidljivo in ima vnaprej določeno strukturo in leksiko, ki teži k enoumnosti in objektivnosti. Obratno za manj formalne in neformalne sporazumevalne položaje velja večja sproščenost, tako medosebna kot v odnosu do jezikovne norme, spontanost in neposrednost, kar veleva tudi bolj svobodno izbiro jezikovnih prvin, s katerimi se pa razkriva govorčeva identiteta in subjektivne preference. S kvalifikatorjem manj formalno torej označujemo jezikovne prvine, ki se navadno uporabljajo pri neposrednem sporazumevanju, ko je v ospredju gospodarnost izražanja. Navadno so rezultat poenobesedenja in izraznega krajšanja, na primer anonimka namesto anonimno sporočilo ali hetero namesto heteroseksualni, na pomenski ravni pa so značilna posploševanja, na primer baker v pomenu telekomunikacijsko omrežje, ki temelji na prenosu električnega signala po bakrenem prevodniku, ali lisica v pomenu lisiče krzno, ali neon v pomenu razsvetljava z neonskimi svetilmi. Načeloma lahko te enote nadomestimo z nevtralnim sinonimom, ki je pomensko jasnejši in nedvoumen. S kvalifikatorjem neformalno označujemo jezikovne prvine, ki se navadno uporabljajo pri spontanem, neposrednem sporazumevanju v bolj sproščenem vzdušju. V splošno rabo prehajajo iz različnih družbenih skupin jezikovnih uporabnikov, na primer interesno, starostno, prostorsko in podobno določenih. Leksemi označeni z neformalno so na primer marela namesto dežnik, havba namesto avtomobilski pokrov, zadetek v pomenu kdor je pod vplivom mamil, ter frazema crkavati na obroke in simpel pod pasulj.
Načeloma imajo te enote v knjižni rabi nevtralen sinonim. S prostorskimi kvalifikatorji označujemo jezikovne prvine, ki se tipično uporabljajo na zemljepisno omejenem prostoru. Za označevanje prostorske zaznamovanosti slovenskega knjižnega jezika in slovenski pravopis uporabljata narečne kvalifikatorje, slovenski pravopis pa še kvalifikator pokrajinsko pogovorno. Prostorski vidik je prisoten tudi v opisih pogovornih kvalifikatorjev, na primer neknjižno pogovorno označuje splošno slovensko ali predvsem osrednje slovensko neknjižno prvino, pokrajinsko pogovorno pa označuje neknjižno prvino, značilno za večja področja. Ker se prostorsko zaznamovane enote uporabljajo v sporazumevalnih položajih z različno stopnjo formalnosti in njihova raba v slovenskem jezikovnem prostoru ni več nujno povezana z družbeno stratifikacijo govorcev, se v ESSKJ prostorski kvalifikatorji ločijo od socialno-zvrstne oziroma družbene zaznamovanosti. Na tip sporazumevalnega položaja, v katerem je prostorsko zaznamovana enota rabljena, opozarja kombinacija prostorskega kvalifikatorja in družbenostnega kvalifikatorja neformalno oziroma odsotnost družbenostnega kvalifikatorja. Na primer pri jezikovnih prvinah, ki se uporablja tudi v bolj formalnih položajih in so pravzaprav del prostorske zaznamovanosti knjižnega jezika okolja, zlasti na obrobju slovenskega etničnega in jezikovnega prostora. Tak primer je na primer vrtnarica, ki se uporablja na avstrijskem, koroškem in štajerskem pomenu vzgojiteljica. Kombinacijo prostorskega in družbenostnega kvalifikatorja pa imajo na primer bica, namesto babica, predmet čuj in iz njega izpeljan pragmatični frazem čuj ti. V ESSKJ se uporablja tudi kvalifikatorska pojasnila, ki prostorsko umeščajo predmetnost in pojavnost oziroma kažejo na tuje kulturno okolje, iz katerega beseda prihaja v knjižno rabo. Na primer, Galona ima kvalifikatorsko pojasnilo zlasti v anglo-ameriškem okolju. Označevanje področne zaznamovanosti v slovarju vzpostavlja razmerje med splošno leksiko, torej leksiko, ki se uporablja na različnih področjih in lahko v različnih vrstah besedil, in leksiko, ki je vezan na bolj ali manj specializirana področja. Za tovrstno zaznamovanost se uporablja zlasti terminološke kvalifikatorje, imata pa slovar slovenskega knjižnega jezika in slovenski pravopis tudi kvalifikatorje, ki uporabnikom sporočajo o ustreznosti rabe te enote v strokovnem besedilu. To so recimo kvalifikatorji strokovno, nestrokovno in poljudno. Tem smo se v ESSKJ odpovedali, saj je raba nestrokovnih in poljudnih prvin v splošni rabi legitimna izbira govorca. Označujemo pa lekseme, ki v splošno rabo prihajajo iz terminologije in sicer prek strokovnih, poljudno-znanstvenih, praktično-strokovnih in medijskih besedil. Gre torej za delno determinologizirane enote, katerih razlaga je v splošno razlaganju slovarju ne tako natančna in ne tako specializirana, kot je ali bi bila v terminološkem slovarju, je pa pomensko še vedno blizu terminološki definiciji. Če se izraz vzet iz strokovnega področja v splošni rabi namreč uporablja izrazito posplošeno, poenostavljeno, oziroma je prišlo do večjega pomenskega premika, terminološkega kvalifikatorja več nima. Tak primer je na primer beseda peroksid, ki v splošni rabi pomeni zgolj sredstvo za beljenje las. Ta pomen torej nima terminološkega kvalifikatorja, saj je z vidika stroke neustrezen oziroma nezadosten, kot termin iz kemije pa ima razlago, v kateri je opredeljena kemijska spojina. Poleg izrazov, ki kot termini živijo na določenih strokovnih znanstvenih področjih, v bazi ESSKJ-ja označujemo tudi nekatera druga področja,
kot so astrologija, alternativna medicina, turizem, moda, avtomobilizem in podobno. Vezanost na določeno specifično področje pa je lahko razvidno tudi iz same razlage v slovarju, kar se vidi v razlagi drugega pomena pri pridevniku acikličen, torej ta, ki ni iz več ponavljajočih se istovrstnih gibov, zlasti v športu, ki torej izpostavlja področje športa. Za sklep bi izpostavila 3 lastnosti prenovljene tipologije. Zasnovana je na podlagi jasnih razločevalnih kriterijev zaznamovanosti, torej čas, prostor, področje, subjektivno vrednotenje, družbenost, besedilna vrsta, frekvenca, norma, pri čemer velja eno merilo zaznamovanosti določa eno skupino kvalifikatorjev. Tak način kvalificiranja uporabnikom pove, kateri dejavnik botruje odločitvi za slovarsko oznako, s tem pa omogoča tudi bolj jasno razumevanje rabe knjižne zvrsti in njegovih stilnih zmožnosti. Taka tipologija omogoča lažjo usklajenost in povezljivost z drugimi slovarji, med drugimi z e-pravopisom, ki prav tako uvaja neformalno knjižnost in jo označuje s pojasnilom manj formalno, pa tudi z drugimi slovarji, tudi tujimi. Hkrati je zastavljena tako, da dopušča prihodnje dopolnitve in morebitne modifikacije, saj se zavedamo, da gesla, ki so bila do sedaj ustvarjena v ESSKJ, ne odražajo vseh specifik leksike, ki se v knjižni rabi uporablja zaznamovano in bo v slovarju ustvarjena v prihodnosti. Hvala vam za pozornost.